Vprašanje, kaj pa ti bereš, okoli katerega je torej spleten letošnji festival, je bilo v principu tudi vprašanje, ki ga je osnovnošolcem in srednješolcem po vsej Sloveniji zastavila anketa o njihovih bralnih navadah. Rezultate te ankete bo predstavila literarna kritičarka, raziskovalka, prevajalka, urednica ter predsednica slovenske sekcije IBI, doktorica Tina Bilban. Prosim. Skratka, lepo pozdravljeni še v mojem imenu na bralnicah pod Slamnikom in na današnjem strokovnem srečanju. Torej, naša anketa je mlade bralce spraševala prav to, kaj radi berejo, koliko berejo, če radi berejo. Anketo, nekoliko manjšo, ki je služila tudi kot nekakšna preliminarna raziskava za letošnjo in je tudi usmerila vprašanje, smo uporabili že v lanskem letu. Letos pa smo se fokusirali predvsem na najstnike, torej na zadnje 3 letje osnovnih šol in prve letnike gimnazij. Odgovarjali na anketo 851 najstnikov in sicer iz osnovne šole Vencla Perka Domžale, iz osnovne šole Komenda Moste, iz prve osnovne šole Slovenj Gradec, iz osnovne šole Franceta Prešerna Ribnica, iz osnovne šole Litija, gimnazije Ledina, gimnazije Ptuj, šolskega centra Ptuj, osnovne šole Šmartno v Tuhinju, osnovne šole Brdo pri Lukovici in prve gimnazije Maribor in res najlepša hvala vsem šolam in mentorjem, ki so omogočili, da se je izpeljala tale anketa. Torej, zanimale so nas bralne navade mladih, ali mladi radi berejo ali ne. Zanimalo nas je tudi potem razlika med različnimi skupinami. Tukaj si lahko pogledate dečke in deklice in njihovo ljubezen do branja, pa naprimer razliko med osnovnimi šolami in gimnazijami. Med anketiranci smo imeli tudi nekaj srednješolcev, ampak jih je bilo premalo, da bi jih res lahko imeli z statistično relevantno skupino. Lahko pa povem, da med tistimi, ki so obiskovali srednjo šolo, je velika večina odgovorila, da ne berejo preveč radi. Sprašvali smo jih tudi, koliko berejo. Tole so odgovori celotne skupine. Takole pa, če primerjamo deklice in dečke, ampak če se vam zdijo teli odgovori alarmantni, otroke smo spraševali tudi, koliko berejo njihovi starši, torej očete in mame. Tole je pa zdaj odgovor, koliko bereta vaša oče ali pa mama. Tisto, kar se mi zdi tukaj posebej, pa ne vem, alarmantno ali kakorkoli že, je tale stolpec pri nič. A si predstavljate, kako redko mora oče prijeti v roke knjigo, da taka količina bralcev odgovori, da očetje preberejo nič knjig. Ne morda kdaj 1, 2, ampak da je stolpec pri ničli takole visok. Razlike med bralnimi navadami pri gimnazijah in osnovnih šolah. Tukaj sem dala odstotke, zato ker je bilo gimnazijcev kljub vsemu manj kot osnovnošolcev, pa da se vidi, pravzaprav so zelo podobne razporeditve. Tisto, kar se mi zdi zanimivo, mogoče tudi s primerjavami, ko govorimo s kolegi iz tujine, je, kako je visok stolpec od 1 do 5, kar se mi zdi, da je tudi posledica tega, da se pri nas v okviru šolskega sistema potrebno prebrati določeno število knjig in da mladi, kljub temu, da nas skrbi, da tega ne počnejo, očitno večinoma posežejo vsaj po kakšni knjigi tudi iz tega nabora. No, potem smo pa upravili statistično analizo, kjer nas je zanimalo predvsem, kako različni dejavniki vplivajo na to ljubezen do branja in količino prebranih knjig. Torej, kje lahko govorimo, da so ti dejavniki statistično relevantni. Pri vseh teh je bil narejen Hi-kvadrat test, kjer, če na hitro povzamem, čim je P vrednost pod 0,05, gre za to, da je pač ta dejavnik statistično relevanten. Jaz sem to P vrednost zapisovala do 5 decimalk natančno, kljub temu, da je bilo nekje še več, torej da je bila P vrednost še manjša, ampak takoj, ko pridemo enkrat do 5 decimalk, je jasno, da je ta podatek močno statistično relevanten. Tole, kako radi berejo najstniki glede na to, koliko berejo njihove mame. Vsekakor je to relevantna informacija, koliko berejo njihove mame. Če pogledate, razlika je predvsem v prvem stolpcu. Torej, ko mame ne berejo, je delež tistih, ki ne berejo radi, precej večji. Če pogledamo očete, je ta razlika še toliko večja. Skratka, takoj, ko očetje primejo knjigo v roke, lahko govorimo o večji ljubezni do branja pri njihovih otrocih.
Tukaj mi je zanimivo, če ste prej videli, je bila razlika predvsem v prvem stolpcu. Tukaj pa imamo, koliko knjig imamo doma in kako raste ljubezen do branja. In če pogledate s količino knjig, skozi vse stolpce raste tudi ljubezen do branja. Kako radi berejo najstniki, ki so jim v otroštvu brali? Vidite, da je tukaj zelo velika razlika med skupinami. Mnogo raje berejo najstniki, ki so jim brali v otroštvu. Kako radi berejo najstniki, ki jim še vedno na glas berejo? Tudi tukaj vidite, da je zelo velika razlika med skupinama. Kako radi berejo najstniki, ker se doma v knjigah pogovarjajo? To so ene od največjih razlik. Skratka, kjer so knjige prisotne tudi v družinskem življenju in v pogovoru, je velika razlika med skupinama, kjer najstniki radi berejo in kjer ne berejo preveč radi. Tudi kjer se doma pogovarjajo o filmih, je prisotna ta razlika. Ni pa razlike med skupinama tam, kjer doma na primer skupaj igrajo računalniške igre in se pogovarjajo o njih. Znova je razlika med skupinama, kjer doma skupaj na primer igrajo družabne igre in se pogovarjajo o njih. In velika razlika spet med skupinama, kjer doma obiskujejo razstave, muzeje, predstave in se o tem pogovarjajo. Skratka, zdi se mi, da je možna razlaga tukaj, da kjer je umetnost del družinskega življenja in premislek o tem, pa tudi neko aktivno preživljanje prostega časa in razmišljanje o tem, je to spodbuja tudi neko splošno ljubezen do branja in odnos do knjig. Kako radi berejo najstniki, ker družinski člani berejo na počitnicah? Vidite, ogromna razlika med obema skupinama, torej znova, kjer so knjige del družinskega življenja in kakovostnega preživljanja prostega časa, se pozna razlika med skupinama najstnikov, kako radi berejo. Zdaj pa, koliko berejo najstniki, glede na to, glede na vse te dejavnike, znova vidite, da je tukaj velika razlika, predvsem pri prvem stolpcu, torej najstniki, kjer mame ne berejo, berejo precej manj kot druge skupine. Vidite pa tudi, da skupaj s tem, koliko berejo mame, narašča število najstnikov, ki res veliko berejo. Še večja je ta razlika seveda pri očetih. Čeprav očetov, ki bi prebrali več kot 20 knjig na leto, ni prav veliko, vidite, kako zanimiv je stolpec pri tistih očetih, ki vendarle pogosto primejo knjige v roke. Tam praktično ni bilo anketiranca med najstniki, ki ne bi sploh bral, medtem ko je število tistih, ki res veliko preberejo, zelo veliko. In znova zelo podoben, kot smo imeli prej, koliko berejo najstniki, glede na to, koliko knjig imajo doma, vidite, da skupaj s količino knjig se tudi spreminja, pač koliko knjig preberejo najstniki. Koliko berejo najstniki, ki so jim v otroštvu brali? Ja, več berejo najstniki, ki so jim v otroštvu brali. Medtem ko pri koliko berejo najstniki, ki jim še vedno berejo, pa ni signifikantne razlike med skupinama. Če se spomnite, ko smo jih sprašvali, ali radi berejo ali ne, je bila ta razlika kar velika. Medtem ko je tukaj ni, in jaz vidim eno možno razlago v dveh skupinah, ki sestavljajo te mlade bralce, ki jim še vedno berejo. Po mojem mnenju imamo tukaj skupino, kjer se doma veliko bere, se deli knjige, berejo en drugemu, hkrati pa tudi skupino najstnikov, ki morda težje berejo, ki jim starši berejo težje knjige ali pa jim pomagajo pri branju in tako naprej. In to skupino bi lahko razumeli kot tisto skupino, ki sicer rada bere, ampak sama ne bere toliko, kot bi, na primer, če bi jim bilo to branje lažje. In to se mi zdi, da lahko razloži to razliko med tem, da najstniki, ki jim doma še vedno berejo, rajši berejo kot povprečna populacija, ne berejo pa bistveno ali pa statistično relevantno več kot povprečna populacija. Koliko berejo najstniki, ker se doma pogovarjajo o knjigah? Mnogo več berejo najstniki, ker se doma pogovarjajo o knjigah. Ni pa signifikantne razlike med skupinama, kjer se doma na primer pogovarjajo o filmih ali pa o računalniških igrah. Je pa nekaj razlike tam, kjer doma skupaj igrajo družabne igre in se pogovarjajo o njih. In je nekaj razlike med skupinama, kjer doma obiskujejo predstave, koncerte, razstave in se o njih pogovarjajo. Če se spomnite, ko smo imeli pač vprašanje, ali radi berete ali ne, je bila tukaj razlika veliko večja in je bila signifikantna razlika tudi pri filmih. Znova
se mi zdi, da je možna razlaga ta. Torej v družini, kjer je nek pozitiven odnos do kulture, kjer je to en del družinskega življenja, kjer se o tem pogovarja, se s tem podpira tudi ljubezen do branja, hkrati pa, če mogoče staršem ali pa v družini na splošno ni knjiga tista prva kulturna izbira, ampak se rajš usmerjajo v tiste medije, ki so jim bližji, kot na primer v filme. To ne podpira direktno tudi večje količine branja, ampak krepi pa ljubezen do branja. In se mi zdi, da se to povezuje tudi s kakšnimi ugotovitvami, ki so jih imeli tudi razni psihologi in pedagogi že prej, ko se priporoča staršem, da tudi če jim knjige niso blizu, pa usmerjajo svoj čas z otroki, naprimer v tiste medije, ki so jim blizu in se o teh debatira in se na tak način kakovostno preživlja čas z otroki in se s tem morda spodbuja tudi ljubezen do drugih medijev in mogoče tudi v prihodnosti več prebranih knjig. Koliko berijo najstniki, ker družinski člani berijo na počitnicah, vidite, da je tukaj ogromna razlika med skupinama, mnogo več berijo najstniki, ker družinski člani berijo na počitnicah in to je pa vprašanje, ki je tukaj bolj za kontrolo. Jasno je, da več berijo tisti najstniki, ki radi berejo, vidite, kakšna je tukaj razlika med skupinama. Skratka, tisti, ki radi berejo, med njimi seveda ni tistih, ki ne bi prebrali niti ene knjige na leto in med tistimi, ki ne berejo radi, ni tistih, ki bi prebrali več kot 20 knjig na leto. No, s tem se je ta statistična analiza zaključila. Zanimalo pa nas je tudi, kaj najstniki menijo, kaj bi spodbudilo ali pa spremenilo njihove bralne navade. Kot vidite, največ jih je odgovoril, da bi brali več, če bi bile knjige, ki jih berejo v šoli, bolj zanimive, ali pa, če bi imeli več časa. To tudi lansko leto, ko smo imeli okroglo mizo z mladimi, se je izkristaliziralo, da je to tisti klasičen izgovor, ki ga imamo vsi, ker ne nazadnje čas za tiste stvari, ki nam res veliko pomenijo, se vedno najde, samo odločati se moramo, da ga bomo namenili knjigam. Zelo malih je odgovorili, da bi brali več, če bi brali več njihovi prijatelji. Tudi lansko leto, ko smo jih spraševali, kdo je tisti, ki jim priporoča knjige, jih je veliko dopisali, da si knjige vendar izbirajo sami. Torej, mladim je precej pomembno, da so oni tisti, ki stojijo za svojimi izbirami, torej jih prijatelji ne bi premaknili v tem, da bi brali več. Zdi se mi pa zanimiv tudi zadnji odgovor, ker kot vidite, jih je večina trdili, da obstaja nekaj, kar bi spremenili njihove bralne navade. Zelo malih je bilo za to, da ni ničesar, kar bi njihove bralne navade spremenili. Torej, anketirani najstniki so očitno v večini mnenja, da se te stvari še da spremeniti. Zanimalo nas je pa tudi, kaj je tisto, kar bi brali mladi bralci. Izbrali smo en izbor svežih izdaj Miš založbe, namenjen tej ciljni publiki iz različnih zvrsti in žanrov in smo jih iste knjige, ampak pomešane med sabo, predstavili na 3 načine. Enkrat žanrsko zvrstno oznako ter s podatkom o izvoru, naprimer slovenski problemski roman ali pa angleški fantazijski roman, enkrat z naslovnico in enkrat s kratkim opisom. Ker so to tisti podatki, ki jih najpogosteje in mladi in mi, ki mladim posredujemo knjige, jih kupujemo za njih, jih predstavljamo njim, prvič srečamo, ko se srečujemo s knjigo, torej sploh naslovnico, ki jo na primer vidimo na polici v izložbi. Kratke opise sem vzela s spletne strani Miš založbe, samo na nekatere od njih sem skrajšala, da so lahko lepo prišli v anketo in pa torej žanrsko ali zvrstno oznako, s katero pa tudi velikokrat predstavljamo knjige. In sicer smo imeli 8 knjig. Takole so bile najprej predstavljene samo z vrstnimi in pa oznakami in pa s poreklom. Torej, na prvem mestu je bila fantazijska knjiga sodobnega angleškega avtorja, na drugem zgodovinski pustolovski roman slovenskega avtorja, potem stvarna knjiga iz sveta živih bitij iz Velike Britanije, kratke zgodbe slovenske avtorice o najstnikih in njihovih težavah, danski problemski roman, slovensko fantastična mladinska pripoved v stripovski izvedbi, slovenski problemski roman, slovenska poezija za najstnike in dali smo jim tudi možnost, nobene ne berem knjig.
Kot vidite, se jih je največ odločili za fantazijsko knjigo sodobnega angleškega avtorja, sledile pa sta zgodovinski pustolovski roman slovenskega avtorja in pa kratke zgodbe slovenske avtorice o najstnikih in njihovih težavah. Najmanj se jih je odločil za danski problemski roman in slovensko poezijo za najstnike. Kar se mi je zdaj tukaj zanimivo je, da je slovenski problemski roman dobil mnogo več odgovorov kot pa danski problemski roman, kar je mogoče zanimiva informacija za slovenske avtorje, da je izvor dela, vsaj ko gre za problemske romane, na njihovi strani. In kot vidite, v glavnem so vodili romani, torej fantazijski romani, zgodovinski pustolovski romani, tudi potem slovenski problemski roman, se je kar dobro odrezal, pa slovenska, potem fantastična mladinska pripoved in tako naprej. Potem pa smo jim ponudili naslovnice, mi smo te knjige nekoliko zamaknili, tako da jim nismo na prvo žogo ponujali, katera naslovnica se zdaj povezuje s katero oznako. Jaz jih bom pa predstavljal v iste vrstnem redu tudi zato, da si lažje predstavljate, za katere knjige iz prejšnjega opisa gre. In sicer takole, torej prva naslovnica je bil ta fantazijski roman in potem, če gremo pač navzdol do B, zgodovinski roman, stvarna literatura, kratke zgodbe, danski problemski roman, strip, in potem slovenski problemski roman, pesniška zbirka in znova ne bi izbral nobene knjige. In vidite, da je tukaj z veliko prednostjo povedla prva naslovnica prve knjige v seriji Lockwood & Company. Mogoče tukaj čisto kot zanimivost, ko smo se odločali za prevod te knjige, smo se odločili, da ne bomo uporabili naslovnice originala, ker je bila taka klasična, recimo temu komercialna fantazijska naslovnica, ki je bila blizu tudi pač podobi, ki jo je imela potem Netflixova serija, ampak smo za oblikovanje in za ilustriranje naslovnice poprosili Matijo Medveda, enega vodilnih slovenskih ilustratorjev in oblikovalcev, ki je sicer upošteval določene lastnosti žanra, hkrati pa gre nedvomno tudi z dodelano estetsko naslovnico, ki jo je tudi sam avtor potem izpostavljal kot prelepe slovenske naslovnice mojih del. Potem v zadnjem delu smo jim pa ponudili torej kratke opise teh knjig. In sicer jaz jih tukaj predstavljam kar zato, da je lažje pregledno z imenom avtorja in z naslovom, ampak tega mladi bralci niso imeli. Torej, prva knjiga je predstavljena kot briljantna zmes detektivskega romana in strašljive zgodbe, napeta pripoved, polna duhov in humorja, še veliko boljša kot po knjigi posneta Netflixova serija. Druga je bila predstavljena kot napet pustolovski roman, se odvija od naselitvi Slovanov na območju današnje Slovenije, zgodovinska dejstva se prepletajo zgodbo o odraščanju, prvi ljubezni, iskanju svojega mesta v svetu in boju za obstanek. In potem naslednja, kemične reakcije. Znotraj določenih živali, gliv in bakterij omogočajo, da se ta bitja svetlikajo, zakaj svetijo in česa se od njih lahko naučimo. Spoznaj ligna, ki na napadalca izliva svetlečo se sluz. Naslednja je bila v knjigi mladi zastavljajo vprašanja, ki jih tarejo in jim ne dajo miru, izmišljenemu psihoterapevtu, ta jim odgovarja in jim poskuša nuditi nek širši uvid v težavo ali zagato, najstniki pa mu na to poročajo tudi o razpletu dogodkov. Potem glavni junak živi v ušivi bajti, nelaskave soseske, potem pa po nenavadnem spletu okoliščin prejme drag komplet za golf in začne obiskovati golf klub. Ker njegov oče trdno verjame, da je golf samo za prasice bogate, bi rad skrivnost obdržal zase. Naslednja, brata Vit in Jož ter njun pes Repek doživijo pomanjševalni tek in se znajdejo v svetu mravelj, kjer vladajo stroga tudi nasilna pravila, vse je pod natančno kontrolo in podrejeno delovanju v prid kraljice in predsednice. Potem ta slovenski problemski roman, Iza, razredna frajerka, edinka iz premožne družine, se spravi na Lucijo, sošolko, ki živi z mamo, samohranilko in sestro. Konflikt preraste v pretep, ki terja ukrepe. Izini starši pošljejo razvajeno hči na pohod po Krku, kot nekakšno kompenzacijo pa plačilo pohoda ponudijo tudi Luciji.
In še zadnja pesniška zbirka, Prostori v pesmih so šola, ulica ali dom, narava pesmi pa sega od izjemno duhovitih, preko toplih in prisrčnih do tudi bolj resnih. Pesnik ob tem pokaže veliko posluha za mlade in njihove drobne srčne tegobe ter srečanja, ob katerih se iskri. Kot vidite, se je največ bralcev na podlagi opisa odločil za prvo knjigo, torej z Jonathana Strouda in Kričeče stopnišče. Naslednja je bila pa potem knjiga Janje Vidmar Koliko še. In znova sta sledila predvsem pač opisa obeh romanov, torej Igor Karlovšek in pa potem Mete Veco s Happy Happy. No, kako pa so se te knjige prodajale in izposojale? To so podatki za prodajo in izposojo 6 mesecev po izidu. Kot vidite, z izposojo močno vod roman Janje Vidmar Koliko še. Sledi pa mu potem Jonathan Stroud s Kričečim stopniščem. Teh izposoj je bilo skoraj 200 manj, je pa res, da je bilo tudi iz prodanih izvodov kar nekaj manj in to sta nedvomno tukaj vodilni knjigi po izposoji. Potem pa sledijo znova še tudi druge knjige, ki so že v prejšnjih odgovorih dejansko bile med tistimi bolj priljubljenimi in večkrat izbranimi, torej po izposoji, predvsem Igor Karlovšek z Ognjenimi trjemi, pa potem Mateja Perpar s Psihami Niha. Torej, če se vrnem k tistima dvema, ki sta se najbolj pogosto pojavljala v naši anketi, kot tisti, ki bi jih mladi bralci največkrat izbrali. En podatek, ki ga nismo dali v anketna vprašanja, pa smo se spraševali, ali bi ga dali ali ne, je število strani, za katerega vemo, da je tudi en faktor, ki vpliva na to, ali bi si mladi bralci to knjigo izbrali ali ne. Zakaj? Zdelo se mi je, da takoj, ko to damo, bo to informacija, ki bi lahko povozila vse ostale, da bo to glavni faktor, na katerega se bojo ob toliki majhni količini naslanjali. In ta druga informacija, s tem, ko bi ga dali, se mi zdi, bi tudi mi izpostavljali, da je to tista informacija, ki se nam zdi res pomembna in na podlagi katere se odloča, ali se knjigo izbrati ali ne. Po drugi strani se mi pa zdi tudi zanimiva informacija, ki smo jo dobili z terena, namreč Lockwood & Company in knjige iz te zbirke niso najbolj tenke knjige, ki bi jih izdajale Miš založba, ampak informacija je šla v smeri, da se mladi bralci odločajo predvsem med res tankimi, pa nekoliko debelejšimi knjigami. Takoj, ko pa so pripravljeni v roke vzeti malo bolj debelo knjigo, pa tiste dodatne strani pravzaprav ne igrajo tako velike vloge. In predvsem pri takšnih knjigah, kot so na primer zbirke iz Lockwood & Company, ali pa če na primer poznate, gotovo poznate fenomen Harry Potterja, kjer se nekako strani potem kar zlijejo skupaj. Skratka, knjiga je napisana na način, da bralca res vleče. In takoj, ko se bralec odloči odpreti to knjigo, mislim, da ni noben problem priti do konca. Po drugi strani pa Stroud ni samo mojster nizanja akcije in suspenza, ampak kot je značilno za kakovostno fantastiko, tudi njemu uspe, da v tem vzporednem svetu pravzaprav postavlja ogledalo našemu svetu, družbenim razlikam, generacijskim razlikam, ne nazadnje eksistencialnim vprašanjem, glede na to, da pač ta fantazijski svet poganja prav vprašanje smrtnosti in podaljševanja življenja. Še ena knjiga je bila bralcem po različnih merilih zelo zanimiva in zelo blizu. Gotovo tudi pri nekateri mladi bralci poznajo Janjo Vidmar in njene knjige. Zakaj pa jo tukaj dajem na prosojnico ravno s telim vabilom? Kot ste videli, so pogovori o knjigah tisti, ki so zelo povezani tudi z ljubeznijo do branja. Tudi knjiga Lockwood & Company je bila že gostja telih pogovorov v Mestni knjižnici Ljubljana, pa so lahko mogoče takili knjižnični pogovori ali spodbuda ali pa odprtje pogovorov doma ali pa med kolegi ali pa v šoli ali pa v skrajnem primeru njihovo nadomestilo. Ne nazadnje je pomembno predvsem, da se o knjigah tudi pogovarjajo. Ko sem iskala, s čim bi zaključila današnje predavanje, sem našla tole
sliko v enem od člankov iz Guardiana in pod sliko je pisalo, da velikokrat fantaziramo o tem, da bi si lahko zlomili nogo, da bi imeli lahko bralne počitnice, pa da mogoče ni potrebno, da si nogo zlomimo, da imamo lahko bralne počitnice kar tako, glede na to, da gre za vrsto počitnic, ki stane manj kot povprečne počitnice in hkrati tudi zahteva manj načrtovanja kot povprečne počitnice. Lahko pa si seveda bralne počitnice privoščimo tudi na klasičnih počitnicah. Tisto, kar v članku predlagajo, je, da si začnemo seznam delati že zdaj. Tisto, kar jaz predlagam, je, da če si začnete seznam delati že zdaj, ali pa če spodbudite mlade, da si seznam delajo že zdaj, pa vas kakšna knjiga zamika, da jo bi jo prebrali kar takoj, ni treba čakati do počitnic. Hvala.